Dobar dan vsem skupaj in lep pozdrav v imenu podjetja Lastinski in podjetja Rimac Avtomobili. Najprej bi se rad zahvalil šolskemu centru, celotnemu vodstvu in organizaciji, da nas ponovno imajo tle, da lahko predstavimo to, kar delamo. Posebej lep pozdrav tudi vam, dijakom in študentom. Moram se pohvaliti, da od lanskega leta predavanja do letos imamo dva nova fanta pri nas zaposlena, ki sta pravzaprav na nek način rezultat lanskega predavanja. Odlični novi kadri z odličnim potencialom in moram reči, da smo zelo hvaležni za to. Še posebej glede na to, kar bi vam že danes predstaviti, koliko imamo potrebe po kadru, tako da vas lepo prosim in vodstvo in vse profesorje, več kadra, ko boste zgenerirali, sploh na to, kar smo slišali, koliko močna regija smo, sem prepričan, da boste vsi našli svoje mesto. Pa predvsem, vsaj pri nas probamo k temu stremeti, da na koncu vsi delamo tisto, kar si želimo, ker na koncu človek tisto, kar dela, če ga to veseli, potem je tudi uspešen. Zgodba, ki bi vam jo rad danes predstavil, je pravzaprav zelo sveža, je povezana s tem, kar mi počnemo v življenju, ampak jaz se vedno želim nekako čez poslovno pot predstaviti zgodbe in jih peljati v strokovni svet. To, kar pravzaprav na nek način je gonilo, da ideje, izzive, priložnosti, ki jih vidimo, potem tudi uresničimo. Kar se tiče današnje zgodbe, v uvodu samo par ključnih informacij. Hyperlab je področje, ki je pravzaprav zelo novo v tej industriji razvoja avtomobilskih električnih avtomobilov. Številke, ki so pomembne in ki pravzaprav nas delajo posebnega v svetovnem merilu, so 1600 kW, o katerih vam bom malo pozneje povedal, zakaj je teh 1600 kW tako zanimivih in pomembnih. Sama investicija je v teku in bomo v Hyperlab investirali v opremo 7,6 milijona evrov. To pa pomeni za naše podjetje v Novem mestu, da bomo rabili 25 novih ljudi na tem področju. Pa to je tisto, kar vemo ta trenutek, da rabimo, kakšna je potreba. Dolgoročno sem pa prepričan, da bo ta številka veliko večja, ker to vse, kar zdaj vidimo, ko smo šele začeli projekt, kaže ogromno priložnosti v tej industriji in sama industrija električnih avtomobilov praktično, če pogledamo odstotke, glede na klasično industrijo, kjer smo danes se praktično šele začela razvijati. Za nas je pa zelo pomembno, da smo pravzaprav v začetku tega vala v tej industriji. In vse bomo videli, kaj bo leta prinesla, ampak nekako po intuiciji bi se upal reči, da ti začetki z temi skromnimi v resnici številkami, to bo za naše podjetje danes pomenilo recimo s tem številkam nekje 60 inženirjev, ki bo delalo na tem področju. Skromno v smislu tega, kar se v svetovnem merilu dogaja. Recimo Rimac Avtomobili ima trenutno 750 inženirjev zaposlenih, kar je zelo zanimiva številka, glede na to, da je ustanovitelj zelo blizu vašim letom, možakar ima danes 31 let. Pa glede na to, kakšne potrebe so danes in kje je ta industrija, bi na obseg posla, ki bi ga lahko danes delali, rabil nekje okrog 8000 inženirjev. In to je tudi to naše sodelovanje z Rimac Avtomobili in ta povezava praktično nas vleče na svetovne trge. Vam bom tudi pokazal malo, kdo so partnerji, za katere se podelajo ti projekti. Sem pa ponosen, pa v bistvu z druge strani tudi je veselje povedati, da praktično slovenski inženirji, to, kar počnemo v svetovnem merilu, praktično se lahko primerjamo z vsemi. Upal bi se reči, da smo vsaj tudi dobri, če ne celo boljši tega, kar mi po svetu vidimo. Pa če ne bi bili, niti ne bi teh poslov delali, no, to je realnost. Pa se vrnemo na začetek zgodbe Hyperlaba, odkjer pravzaprav se vse skupaj začelo. Ko pogledate avtomobilsko industrijo, pravzaprav testiranje je eno od najbolj pomembnih področji pri samem razvoju in potem serijski proizvodnji avtomobila. In kako se je sama ideja sploh začela okrog samega testiranja, zakaj bi to v Novem mestu postavili? Mi smo en workshop pri Rimac Avtomobili z malo širšo ekipo vodstva in je Mate Rimac ravno vrnil zdaj v svoje poti pri teh večjih investitorjih
In zanimivo, ko si v nečemu prvi v svetu, pravzaprav na kakšne težave, na kakšne probleme naletiš. Ampak kar je lepota tega, da v tem svetu teh problemov smo potem inženirji tisti, ki damo odgovor na te probleme in prinesemo rešitve. Pravzaprav pri številkah, ki jih ta Hypercar prinaša, se praktično pojavlja težava, da recimo sklop, sam avtomobil, tisti, ki ste kdaj se kaj zanimali, pa se ukvarjate z avtomobilizmom, veste, da 200-300 konjev je že impresivna številka, to je že kar ok. Ta avto ima 1900 konjev. In to na električni pogon z takimi navori, da je to res fenomen v svetovnem merilu. In tale avto, ki ga tukaj vidite, je v resnici najhitrejši, najmočnejši avto na svetu. In ko greš tak avto testirati, vrednost tega avta v prodaji je 1,5 milijona evrov. Ko govorimo o laboratoriju za testiranje v razvojni fazi. In potem, ko smo razmišljali malo naprej o tem, pravzaprav je logično, saj pravzaprav, če je Mate Rimac naredil najmočnejši, najhitrejši avto na svetu, nihče na to ni bil pripravljen. Nihče ni naprej razmišljal, da bi pa tak laboratorij rabo, da bo on lahko vse to potestiral, predno gre ta zgodba potem lahko v produkcijo. No in pri tem izzivu, ki je bil pravzaprav postavljen na tej delavnici na mizo, sem jaz pravzaprav začel razmišljati o tem, saj to bilo pa mogoče super, glede to, da smo mi tako globoko vključeni in pa probali ta laboratorij postaviti, ker prihodnost sigurno v tem bo. In iz ideje same konstrukcije, kaj vse bi rabili gledot, smo potem še dodatno razmišljali o tem, kako pa vse to sfinancirati. In danes to zgodbo investiramo 50-50 Vlastinski in Rimac avtomobili. Prijavili smo se na evropski projekt, tako da smo še na račun tega dobili kar nekaj sredstev iz Evrope. In 1.9. je projekt tu. Tisto, kar je pomembno, posebej tisti, ki imate malo podjetniške žilce, pa da razmišljajo o tem, kako ideje, ki jih imate, potem ustvariti in iz tega nekaj potem tudi v poslovnem svetu narediti. Zelo veliko, jaz v svojem življenju sem videl zelo veliko dobrih idej, ki niso nikoli videla luči življenja. Pa tle res apeliram na vse vas, da tisto, kar razmišljate, ideje, ki jih imate, dajte tudi razmišljati o tem, kako jih postaviti v življenje. To je ključno. Ogromno idej se v življenje postavi, zelo malo jih je pa tistih, ki potem doživijo realizacijo in potem nekako v življenju vidite temu svojo življenjsko pot. Pa če gremo zdaj pogledati malo številke samega projekta, celotna investicija bo 7,6 milijona evrov. To je v tem trenutku sredstva, ki imamo za to pripravljena in rezervirana. Kakor zdaj vidimo, bomo verjetno paralelno še nekaj dodatne opreme nabavili, tako da bomo verjetno to številko zaključili bližje 10 milijonov, kakor 7,6, ampak 7,6 je tisto, kar v tem trenutku vemo, da bomo zinvestirali. Od tega bo 6,45 milijona evrov namenjeno za opremo. V celotnem znesku imamo skoraj 3,4 milijona evrov subvencioniranega dela, kar je praktično super zgodba, pa v tem trenutku vemo, da bomo ta denar res zelo dobro porabili in bodočnost tega laboratorija. Glede na to, kar smo videli ob samem začetku, je res svetla in bomo verjetno še kakšen laboratorij, ko bo ta zaključen na račun tega znanja in vse, kar se bo v tem razvoju zgodilo, postavil. Sam terminski plan razvoja celotnega Hyperlaba je postavljen na 6+12+6, kar je zopet v svetu razvoja s tem, kar se mi ukvarjamo, super, ker imamo od začetka zelo jasno terminske plane postavljeno, projekt je res zastavljen točno vnaprej predvidimo vse korake, tako da nekih velikih odstopanj pa nekih velikih sprememb na projektu mislim, da ne bomo imeli. Prvih 6 mesecev je razvojna faza, to je pravzaprav že na nek način dodaten razvoj na vse znanje, ki v podjetjih Vlastinski in Rimac že danes obstaja. Potem pride implementacijska faza, 12 mesecev, kjer bomo praktično opremo, ki bo prihajala v laboratorij in se postavljali, testirali, postavljali. Zelo velik poudarek je v zadnji na Big Data.
To, kar je isto zanimivo spoznanje, da praktično danes laboratoriji še vedno premalo delajo na tem, ko se podatki zajamejo, celotno zgodovino od posameznih komponent do celotnih sklopov, da se potem na osnovi teh podatkov tudi dela resen big data v zadnji, pa tudi sama interpretacija in pa zgodovina vsega, kar se je na nekih testiranjih dogajalo. Tle je zelo velik poudarek in zelo veliko bomo tudi razvoju naredili na sami big dati. Seveda, ko postavljaš takšen projekt, je vedno na začetku najbolj pomembno vprašanje, a boš to uspel komercializirati. Lahko imaš super idejo. Je ta ideja mogoče ali pred časom, ali pa nekdo že to naredil, več nima smisla. Timing je pri, to vam lahko iz osebnih izkušenj potrdim, pa tudi vse, kar sem v svetu startupov pa razvoja videl, timing je pravzaprav ključni. Z vrhunsko idejo, z ne vem kako dobrim projektom, če ste prehitro na trgu, ne bo nič. Če ste prepozni, so pa to že naredili, pa spet rezultata ne bo. Skratka, timing je res pomemben in prvo vprašanje, ki smo se ga mi tle postavili, kdo pravzaprav bo to rabo, kar bomo mi delali. Vse eno je, da smo bili vsi navdušeni, da to rabimo za rema s avtomobili, ampak eno od ključnih vprašanj je bilo, dajmo pogledati, če se še malo širše tega svet želi. In smo ugotovili tele 4 avte, ki smo jih izbrali, ko smo bili tako nekako najlepši za pogledati, no. To so vsi 4 električni. To je to, kar se je leta 2019 pojavilo na Ženevi. Imamo pa tle gor Aston Martina, Rimac avtomobili je najlepši, ne. Potem imamo od Porscheja Taycana in pa še Pininfarinija. To so 4 super športni avtomobili na električni pogon, ki so trenutno v razvoju. Paralelno se pa pojavlja po celem svetu. Tudi Hyundai recimo dela super športnika in to je trend, kjer se ogromno denarja investira in ki je nezaustavljiv. Še vedno jaz tako srečam kar nekaj ljudi v tem svetu, pa največ mogoče samo na področju energetike, ki še vedno so malo skeptični okrog električnih avtomobilov. Ampak jaz sem prepričan, da je to trend, ki se bo zgodil, ki se že dogaja. Ta super športna linija, ki je vrh te industrije, potem prinese ves ta razvoj in vse to potem v vsakdanjo uporabo. Vse te tehnologije, ki se tle razvijajo, bodo prišle v serijsko proizvodnjo in samo vprašanje časa je, koliko še rabimo do tam, da bo kritična točka mase dosežena in da bodo praktično to, kar danes imamo, klasični avtomobili zamenjeni popolnoma električni. Kar se tiče enega fenomena, ki se nam je tudi pojavil zdaj na tej poti, mi smo projekt štartali 1.9. Vedeli smo, da bo uspešen, videli smo, da svetovna industrija bo rabila to testiranje teh posebnih številk, posebnih moči za pogone super športnikov. Ampak s 1.9., ko smo uradno začeli, smo pravzaprav v roku enega meseca ugotovili, da ko je informacija zakrožila, kar delamo, smo imeli 80% kapacitet laboratorija že razprodano. Meni se je to prvič v življenju zgodilo. Ker nekaj v življenju sem nek startup pognal, pa smo se kar mučili, da smo prišli do tistih številk, ki smo si jih želeli. V prodaji, tokrat se mi je prvič zgodilo, da praktično kapacitete, da nismo niti resno še začeli, čez 2 leti bodo laboratoriji popolnoma operativni na trgu. Takrat tudi v terminskem planu imamo, da bi začeli resne komercialne aktivnosti, pa smo praktično še danes 80% zasedeni. Trenutno nam je ostalo še pravzaprav 20% tega laboratorija za razprodati, ampak se vam jasno, če smo v samem začetku že praktično fully booked, pomeni, da v teh fazah razvoja bomo verjetno razmišljali o tem, kako bomo kapacitete širili in še probali odpreti dodatne možnosti za vse to, kar nam prihaja, kar se da narediti. No in tukaj se vračam na tiste moje uvodne misli glede kadra, glede na to, kar vemo danes, kar se bo dogajalo, pravzaprav nam ne bojo omejitve, ne denar, ne infrastruktura, ampak bojo v resnici omejitev človeški vir.
In to je nekaj, s čimer se pravzaprav danes na vseh področjih soočamo v Evropi in mi bomo kapacitet pa infrastrukture ponudili tukaj, kako bomo v resnici lahko za človeškimi viri podprli. Vse bomo probali maksimalno zautomatizirati, vse narediti, da rabiš čim manj ljudi, ampak inženirje pa rabiš, ne. Razvoj rabiš potem operaterje, inženirje v teh zahtevnih okoljih za testiranje in to je tisti izziv, ki nas vse čaka, tako nas podjetnike, kot tudi šolski sistemi in vse, ki te kadre generirajo. Tako da vsi skupaj se bomo trudili, pa bomo probali pač čim več inženirjev pripeljati na to področje, da bojo veseli s tem, kar se ukvarjajo. Pa če se zdaj še malo osredotočim, večkrat bolj sfokusiram na sam testing facility, na kaj točno bomo se mi sfokusirali. Pri samem avtomobilu, pri razvoju avtomobila je res široka paleta tega, kaj se treba potestirati, katere sklope treba posamezno pregledati, predno se začne testiranje avtomobila kot celote. Mi se bomo sfokusirali na baterije in pa na pogone in pa to, kar je vmes elektronike. To je nekako se pokazalo tisto, kar imamo znanje v hiši. Imamo inženirje, ki znajo, ki delajo na področju razvoja elektronike in embedded sveta, torej tudi programske opreme na tej elektroniki. In nekako smo želeli ostati v tej niši, se sfokusirati na to, ne iti preveč v širino in na drugi strani tudi potreba praktično po teh komponentah in testiranjih je trenutno se pokazala kot največja. Zdaj, battery pack pa drive train je tisto, kar smo mi zbrali, da bo v Novem mestu se testiralo. Možnosti seveda se odpirajo tudi za ostale komponente, ostala področja avtomobila. Tukaj smo se predvsem sfokusirali tudi na to, kar z podjetjem Rimac avtomobili počnemo za ostalo industrijo, torej da je fokus na tistem, kar je znanje v hiši. Bomo pa videli, kako bo z razvojem ostalih komponent pa testiranja, glede na potrebe pa omejitve, ki jih bomo imeli pri samem razvoju tega projekta. Tole boste verjetno malo slabše videli v zadnji, ampak če se iz obsega testiranja samega avtomobila potem spustimo na področje, ki smo se ga mi zbrali, je zopet cel kup testiranj in izredno zahtevno področje. Pri sami bateriji, ko greste testirati, v bistvu potrebno celotno vertikalo pregledati. Najprej imamo celico, ki jo treba samo za sebe testirati in potem od celice do paketov pa do končne dimenzije baterije treba praktično celotno vertikalo potestirati. Začnemo pri eni celici, potem pa to testiranje, ko sestavljamo, treba narediti za celoten sklop. In ko smo ta sklop dobili, je potem treba ta sklop testirati z ostalimi komponentami v avtomobilu. Pride elektronika, inverterji, ki pridejo na motorje, ki jih je treba potestirati, vse enote elektronske, ki pridejo med baterijo in pogone. Najprej vse parcialno potestiramo, potem pa to treba potestirati kot sklop. In to potegne za sabo praktično tudi celotno infrastrukturo laboratorija in vsa področja za testiranje razne okoljske vplive. Mi moramo praktično v laboratoriju testirati, kako se bo v realnem svetu ta avtomobil, s čim se bo v realnem svetu soočal. Negativne temperature, veliki minusi, veliki plusi, pregrevanja, razni stres testi v smislu vibracij in vse, kar pač se bo v realnem svetu za tem produktom kot avtomobilom dogajalo. Mi smo se odločili, da v tej fazi bomo testirali vse, kar je povezano na električni del, tale rdeč, ki ga imamo. Destructive testing, ta del smo se odločili, da ga pri nas ne bomo delali. Potegne za sabo izredno zahtevno infrastrukturo. Tukaj praktično je potrebno celotne baterijske sklope uničiti. Če mogoče koga to zanima, oziroma če še do tega ni videl, pejte si na YouTube pogledati, kako vas gleda, ko se ena baterija užge, ko začne goreti. To je neverjetno, to je brez kisika, brez vsega gori in okolje za to testirati, ker dejansko moraš povzročiti te vžige
je res posebno. Mi zaenkrat tega v Novem mestu ne bomo delali, morda enkrat v prihodnosti. Je pa to zelo zahtevno področje tudi za stališče okolja in to je nekaj, kar še ostaja pravzaprav odprto. Za posamezne manjše sklope baterij ta testiranja in podjetja, ki to delajo, obstajajo. Za celotno baterijo teh gabaritov tega zaenkrat ni. Bomo povedali, no, to je en izziv za bodočnost, ki se ga bomo morda lotili, ampak potem, ko bomo komercialno za tem laboratorijem na trgu. Tole je nekako struktura in pa vse, kar bomo v našem laboratoriju vključili in testirali. Torej, imeli bomo imeli bomo 4x400 kW battery pack tester, s čimer pridemo na 1600 kW, 1,6 MW moči in to je tisto, kar je pravzaprav impresivno v teh vseh zgodbah. Če si malo zračunate, boste videli, da na 1600 kW pri 1200 V pridemo do zelo resnih tokov. Inženir elektrotehnike bi to morali znati v tej fazi zračunati. Zelo hitro pridemo tam na 1000 amperov, plus minus pač, koliko bomo obremenitev dela in to je res impresivno. Pa ne samo stališče tega, kakšno infrastrukturo moraš za to zagotoviti, da to funkcionira, ampak tudi z stališča varnosti. Pri teh napetostih, teh tokovih, pri teh močeh, ki jih imamo tle, ta del je eden od zelo pomembnih faktorjev in na tem področju nekaj ne, tukaj ni nobenih kompromisov, ki bi si jih upali ali pa želeli delati, ker si zelo hitro na tem, da riskiraš kakšno človeško življenje. Pri samem testiranju je zelo pomembno, da z baterijo potem testiramo posamezne sklope. Sama baterija pa elektronika v povezavi z pogoni je pravzaprav tisti ključ, kar bomo mi testirali v Novem mestu. Vsak sklop posamezno, ampak še najbolj pomembno to, da lahko potestiramo to kot celoten sklop. Pri posameznih komponentah in pri teh močeh, ki se tle dogajajo, tudi kako je to pravzaprav zanimivo, do kakšnih številk prihajamo. Tole recimo je motor, ki se uporablja pri pogonu avtomobila C2 Rimac avtomobili. 12.000 obratov na minuto, en pogon, 500 kW, 700 Nm navora, pa v resnici zelo majhna kilaža, kar je pri športnih avtih zelo pomembno. Če spremljate kaj Formula 1, boste videli tam, je kilogrami odločajo o tem, kakšen boš imel rezultat na koncu. In tale motor, recimo, ki je razvit v podjetju Rimac avtomobili, je v tem trenutku najlažji motor glede na moč, ki jo lahko da od sebe na svetu. In to je tisto, kar pravzaprav celotno to industrijo pa to podjetje vleče naprej. Vedno narediti nekaj, kar je po karakteristikah nekaj, kar je številka ena. To je tisto, kar potegne za sabo tudi uspeh. Zdaj, pri samem testiranju, recimo, samega tega motorja kot sklopa za sebe, se pojavljajo takšni zanimivi izzivi. Recimo, ko se tak motor razvija in dela praktično iz nič, od samega začetka, od nule, je potrebno potestirati vse, tudi če se bo ta motor ustrezno potem vrtel. In recimo izziv, do katerega lahko pridemo pri testiranju tega motorja, če se karkoli zgodi pri 12.000 obratih na minuto, je tako, kot če se motor razleti kot brzostrelka. To je praktično koščki, ki letijo od tega motorja, to je metek. In okolje in pa zaščita, ki mora temu primerna biti, potegne za sabo to, da tudi če pride do tega, se jasno ne sme nikomor, ki v tem okolju počne zgoditi.
Potem, ko pridemo pa naprej na samo področje testiranja, ki je povezano z samim delovanjem motorja, da dosežemo tisto, kar motor želimo, da motor da od sebe, pridemo pa do tega, da je potrebno ta motor najprej električno testirati in potem ga dati v različne okolje delovanja. Tukaj največ testiranje predvsem odpade na testiranje pri minusu in pri plusu in kako se vse na tem področju sam motor obnaša, kaj je v resnici sposoben dati od sebe, da potem tiste moči, ki jih kupcu pri samem avtu zagotovimo, lahko tudi potestiramo. Še enkrat se vračam na to, ta laboratorij je laboratorij za potrebe testiranja v razvojni fazi. Mi nismo laboratorij, ki potem daje certifikate in postavlja na trg neke produkte. To ni naš namen. Naš namen je, da vse te komponente, ki se bojo potestirale, testiramo v razvojnih fazah. Ko se neka nova komponenta razvija, ko se neka nova komponenta pripravlja v predfazo serijske proizvodnje, potem smo mi tisti, ki to potestiramo in to, kar so si inženirji na papirju oziroma v računalnikih zamislili, da potem tudi to potestiramo in se na osnovi tega tudi določene korekcije in novi razvoj v pogoni in da se odpravijo vse tiste napake, ki se v razvoju seveda pojavljajo v fazi, predno to pride v serijsko proizvodnjo. Če gremo naprej od samega motorja na samo baterijo, pri sami bateriji se bomo mi pri testiranjih zopet sfokusirali na celotno baterijo za avtomobilsko industrijo. Pri nas se bodo testirale baterije od moči, ki sem vam jih omenil, torej 1600 kW pa navzdolj. Niso to edine baterije, da bomo testirali samo najmočnejše, kar obstaja. Testirali bomo tudi baterije, ki se bodo razvijale za manjše osebna vozila, tisto, kar se bo pojavljalo v sami serijski proizvodnji. Preko te impresivne številke potem se odpirajo tudi vrata za celotno ostalo industrijo, kjer praktično recimo Porsche, Hyundai trenutno razvijata avtomobile za serijsko proizvodnjo, ki bodo tudi drugi avto pri hiši za mestno vožnjo. In ravno tako te baterije, ne glede na to, kje se bojo proizvajale, veliko tega se bo proizvajalo pri Rimac avtomobili, je potreba razviti in v tej razvojni fazi vse to potestirati. Same celice pa manjše pakete baterij, to se bo vse testiralo pri Rimac avtomobili. Rimac avtomobili, tisti, ki, mogoče sem to pozabil povedati, so 45 minut od nas, to je takoj čez mejo pri Zagrebu in tam bo tudi celotna proizvodnja se odvijala. Trenutno se pripravlja kampus, kjer bo vredno nekje okrog 250 milijonov evrov investicija v celotno infrastrukturo in za razvoj in za serijsko proizvodnjo. Pri sami bateriji, ki bomo testirali v Novem mestu, bomo pa testirali baterijo, tisto, ki je razvita in pripravljena za vgradnjo v sam avtomobil. Zdaj pri sami bateriji je pomembno, da z vrha navzdolj vemo, kaj to baterijo pride, pa katere izzive to potegne. Poleg celic, ki sestavljajo potem celoten sklop, je to zelo pomembno, da je potrebno to baterijo tudi hladiti. To je tudi en zelo pomemben izziv, pa en velik dejavnik pri sami bateriji. Elektronika, ki upravlja z to baterijo in pa na koncu celoten sklop, celoten management vseh teh tokov, ki jih mora ta baterija pognati, da elektronika, ki to omogoča, je potestirana in da ne samo da dobro dela, ampak da vemo, da bo to v življenjskem ciklu avtomobila nekaj, kar bo te življenjske cikle preživelo. Če pogledamo še malce glede celotnega sklopa, ki ga bomo testirali v Novem mestu, pri samem razvoju je vedno izziv nekako, ko ti posamezne sklope razvijaš, imaš to vedno multidisciplinarne time, ki delajo vsak na svojem področju. Imamo ekipo strojnikov in elektroinženirjev, ki razvijajo in delajo na motorju. Ravno tako imamo potem ekipo, ki dela na
baterijah. V tem primeru je to recimo na vsakem od teh razvojev tam med 40 in 100 inženirjev. In ko vsako dela svoj del, ko je razvita baterija z paketki do vse elektronike, ko je razvita celotna elektronika, ki mora biti tu vmes do povezave z pogoni, z motorji, je potem treba to vse skupaj dozložiti. To je prvi izziv, ki se pojavlja, da pri samem tem razvoju so ti multidisciplinarni timi med sabo usklajeni. In ne glede na to, koliko so te ekipe usklajene, ko ta sklop sestaviš, pridemo v fazo, ko v neki prototipni seriji to vse odlično deluje, potem je pa potrebno ta celotni sklop prestaviti v neko simulirano realno okolje in v tem simuliranem realnem okolju potem to potestirati. Zdaj, ta testiranja za sabo potegnejo neke ekstremne situacije te celotne elektronike, tako v ekstremnih minusih kot v ekstremnih plusih, ekstremne obremenitve sistema in potem vse korelacije med temi parametri. Ekstremna obremenitev pri minusu, ekstremna obremenitev pri plusu in vsi rezultati teh testiranj zgenerirajo strahotno veliko količino podatkov. Teh podatkov je, predstavlja se, da je to praktično meritve, ki se dogajajo v realnem času in je potrebno gledati, če malo poenostavimo zadevo, pri minus 20 stopinj obremenitve motorja in baterije v normalnem delovanju, v minimalnem delovanju, v maksimalnem delovanju, če avto stoji, kaj se bo dogajalo pri minus 20 in ko smo vse te podatke, ko smo vse te meritve upravili pa zajeli, se v resnici začne tisti pravzaprav najbolj pomemben del analitike teh podatkov in pa interpretacije. In to je eden od delov razvoja, na katerega sem ravno tako bolj ponosen v tej celotni zgodbi. Zanimivo je to, da se zelo veliko testiranj, to, kar smo mi danes videli, v laboratorijih upravlja z ciljem pa rezultatom za določeno komponento, za določen razvoj. In potem čez 2 leti, ko se vrnemo recimo za podobno zgodbo, vidimo, da teh podatkov več nikjer ni. Zanimivo, da ne samo pri nas, tudi pri laboratorijih po svetu, ki smo nekako poskušali primerjave delati, vidiš, da se zelo zanemarja ta del analize podatkov pa področje big data. In tle ravno tako želimo biti eni od tistih, ki bodo prvi v svetu začeli se ukvarjati, pa velik poudarjati delali na zbiranje teh podatkov in njihovo zgodovinsko dostopnost. Pa tle bi želel, da razumete, da ne govorimo samo o tem, da bomo mi to enormne količine hrane pa jih imeli nekje pospravljene. Zelo pomembno pri tej količini podatkov je, da v tistem času, ko je projekt živ, ko se testira, da se res posveti interpretaciji teh podatkov in da v posnejši fazi, ko pridemo v situacijo, da praktično se podobne komponente, podobne okolje pa testiranje izvajajo, da praktično imaš zgodovinski track record tega, kar si nekoč že počel in da je to v resnici znanje, ki je že v hiši in je dostopno preko celotnega sistema big data in pa analize, ki se bo tukaj odvijala. Pa še par besed mi dovolite o tem, kako se naše podjetje razvija in kaj se danes počnemo. Mi smo nekako vedno v celo svoj življenjski cikl v tem razvojnem okolju. Vedno nekako probamo neke svoje ideje razviti, sfinancirati in postaviti na trg. In danes imamo zanimiva področja, ki praktično so, če pogledamo evropsko, pa upam se reči tudi svetovno politiko, nekako v začetku razvoja, v začetni fazi trendov, kjer pa se na globalnem nivoju strahotno veliko investira v ta področja. Neverjetne milijarde gredo v razvoj, pa predvsem zaradi tega, ker urban način življenja in pa razvoj, ki ga danes diktirajo razvita mesta, število ljudi na tej naši kuglici danes pravzaprav to zahtevajo. Ravno zaradi tega so te silne milijarde investirane
v ta področja. Naša baza, pa tisto, s česa pravzaprav vse izhaja, je razvoj programske in strojne opreme, predvsem embedded področje, tisto, ki je naša glavna gonilna sila, pa potem za celotno vertikalo razvoja programske in strojne opreme tudi na centralnih sistemih. Če samo področje pogledamo, imamo danes proizvodnjo naprav za pametna mesta. Na pametnih mestih se zdaj strahotno veliko dogaja naprav, ki bi jih lahko v mesta postavili, pa da izboljšajo kvaliteto našega življenja, danes je v resnici malo. Se je pa ta razvoj začel resno nekako tudi v realno življenje predstavljati in mi smo tle na področju Smart City eni od tistih, ki z opet tržno nišo nekako kar v svetovnem merilu postavljamo neke trende, kaj vse v resnici bi te Smart City naprave morale ljudem, ki dnevno migrirajo, omogočati. To je en zelo pomemben steber našega poslovanja. Zraven imamo razvojni projekt, katerega delovno ime je Legit Pay. Ta Legit smo zbrali nekak trendovski, to, kar je danes en buzzword v svetu teenagerjev. V resnici pa prinaša v naše podjetje razvoj za področje finteka, kar pomeni, da želimo za končnega uporabnika postaviti platformo, kjer bo karkoli bo plačilno sredstvo na prodajnem mestu, s tem bomo lahko plačali. A bo to kriptovaluta, ali bo to nekaj standardnega, kar se danes uporablja, Mastercard, Visa, bo na naši platformi omogočilo plačilo. Imamo en tu zelo zanimiv, bolj entuzijastičen, pa komercialno razmišljamo, koliko bo zanimiv projekt, ki ga vodimo pod delovnim imenom Smart Outdoor Living Station. To je ena avtonomna naprava, tale spodaj tlele. Če se boste peljali mimo nas, boste videli tudi prototip že postavljen. Je pa to naprava, ki jo razvijamo, oziroma je razvita, zdaj smo v nekak specializiranem razvoju same pilotne naprave za preventivo kožnega raka. Imamo odlično sodelovanje z Fakulteto za elektrotehniko in pa z Inštitutom Jožef Štefan, kjer praktično na res enih impresivnih metodah delamo analitiko svetlobe in kaj vse se v človeškem telesu dogaja. Tisti inženirji, ki se boste malo več ukvarjali z matematiko pa z analitiko, kaj vse se za signalom da narediti. Meni recimo je bilo to izredno impresivno, da z svetlobo posvetiš v kožo in na vseh nivojih kože, potem gledaš, kako se ta svetloba sipa in potuje čez kožo. Na tej svoji poti pobere strahotno veliko informacij in na osnovi potem nazaj zajete te svetlobe, lahko mi danes ugotovimo, kater tip kože imate. To je v resnici zelo enostavna zadeva, ki pa praktično 90% ljudi ne ve, kater tip kože ima, in pa znamo ugotoviti, koliko ste rizična oseba za kožni rak. Sama ideja v bistvu prihajala pravzaprav iz počitnic, ko vidiš ljudi, ki se neusmiljeni v sončju na soncu, pa se v resnici ne zavedajo, kakšno škodo si delajo. En tak zelo zanimiv podatek, ki ga znamo interpretirati iz teh meritev, je tudi meni recimo zelo impresiven. Naprimer, če ste prejšnji večer imeli zelo resno zabavo in imeli zelo resne količine alkohola na mizi, potem ste približno 10-krat bolj rizični drugi dan na soncu za kožnega raka, kot če niste bili. In mi recimo s to našo napravo, ko posvetimo v vašo kožo in pogledamo, koliko imate vsebnost kisika, pa par parametrov še zraven, znamo videti, da ste imeli včeraj zelo naporno noč. Recimo, to so rezultati, ki so nekaj, kar jaz vidim na tem področju preventive kožnega raka kot strahotno zanimivo. Delamo ta projekt malo bolj entuzijastično, jaz komercialno v tem trenutku si ne upam reči, koliko bo uspešen, je pa s stališča razvoja pa
matematike, ki stoji za vsemi temi algoritmi, je pa res nekaj, kar je state of the art v svetovnem merilu. In pa seveda to področje, kjer sem danes govoril, zelo pomemben steber našega poslovanja, predvsem zato, ker številke spet, če jih pogledamo pri samem razvoju za avtomobilsko industrijo, vsi najavljajo trenutno, da se prihaja neka manjša kriza. Jaz moram reči, da po tem, kar mi vemo za naslednje 2 leti, je nikjer ne vidim, pa ne občutim. Ampak ne glede na to, klasična avtomobilska industrija menda to malo čuti in menda so ta naročila za 20% pala. Na področju razvoja in pa industrije, ki prihaja električnih avtomobilov, trenutno v svetu je ta odstotek še vedno zanemarljiv. Pa zanimive potem so te igre za statistiko pa za številkami. Recimo, največji v avtomobilski industriji investirajo tam po 5-10 milijard evrov na leto v razvoj električnih avtomobilov. Pa če pogledamo odstotke, je električni avtomobili danes predstavljajo približno 1,5% celotne industrije avtomobilov, kar je praktično nič. In z našega stališča dela pa omejitve, ki jih imamo, ne bodo v denarju, ampak v človeških virih. Pa na drugi strani, ko pogledamo te številke, se ta industrija še nikoli ni začela resno razvijati. In tisto, kar je iz moje perspektive kot nekoga, ki je odgovoren za te ljudi, nekoga, ki mora zagotoviti plače, delo in da vse to na koncu dobro funkcionira, res veselje pogledati, da praktično v to industrijo, v katero smo zdaj zajadrali, smo pravzaprav ujeli prvi val in razvoj, to, kar mi danes počnemo, je že na samem začetku na mejah kapacitet, ki jih lahko mi z človeškimi viri podpremo, pa hkrati na drugi strani vemo, da to niti ni še resen začetek. Je pa pomembno, da si v prvem valu razvoja, v prvem valu začetka te industrije zraven, kar pomeni, da dolgoročno v perspektivi imaš zelo velike možnosti, da boš ostal na tem valu, če si dober, pa če seveda vlagaš energijo v to, tako kot je to potrebno, in da potem ostaneš v svetovni špici te industrije, kar pa za nas verjetno pomeni ne samo za mene in generacije te, ki trenutno delajo v našem podjetju, ampak tudi, si upam trditi, na dolgi rok eno resno eksistenco, pa eno sled, ki jo kot podjetniki in pa kot inženirji pustimo za sabo. Najlepša hvala, da ste me imeli danes. Jaz upam, da ste kaj zanimivega pobrali, kakšno zanimivo informacijo slišali, za kakšne podrobna pojasnila, kakršnekoli detajle smo vedno na razpolago. Kar se tiče pa inženirjev, tako strojništva kot elektrotehnike, so pa praktično pri nas danes potrebe takšne, da v tem trenutku vemo, da moramo na Hyperlab zaposliti dodatnih 25 ljudi. Trenutno imamo na mizi razvojni projekt za enega zelo velikega proizvajalca električnih avtomobilov, ki, če bi imeli ta trenutek na voljo 100 dodatnih inženirjev, bi si ga upali vzeti, tako se ga pa ne upamo. Torej, dajte študirati, če vas to zanima, bodite pridni, pri nas so vedno vrata odprta in potrebe, kar se samih inženirjev tiče, so praktično neomejene. Hvala lepa še enkrat.